Ker smo lih pri zvezdicah, a veste te hotelske zvezdice? Ne? Ja. So. To je zelo dolg, to je tak nek Midva ne interesting ve, fact. kako hodva v nekaj, nima. Ja. Ne, Apartments. a veš, da to ni nobene, Official. to nobena organizacija tega ne podeljuje, teh zvezdic. To hoteli so si sami začeli dajati zvezdice, s tem, da signalizirajo marketu, kaj oni ponujajo oziroma kakšen nivo storitve lahko gost pričakuje. Pa če sem skozi mislil, da ne vem, jaz sem mislil, da to nekdo podeli, a ne, te zvezdice. Koliko Michelinov? Ja, 5 zvezdic, ki ima hotel. Ne? Ampak ne, to si hotel načeloma dodeli sam, če pač po nekih, a veš, a imaš ti wellness, a imaš fitness, a imaš, ne vem, restauracijo, ki cel dan dela, a imaš, ne vem, v sobe, more biti večje, ne vem, 30 kvadratov in pol, kakšni so kopalnice in tako naprej. To si hotel sam da. Tako pač, to nisem vedno. Zanimivo mi je bilo, zanj sem nekaj to gledal in ni tega. To je mal čuden, ker zdaj jaz čisto razmišljam, če bi bil lastnik hotela, dam si 5 zvezdic. Ja, ne, ampak ti bi imel neko lukno in bi dal 5 zvezdic in to bi bilo... Ne, imel bi 4. Imel bi hotel, ki je 4 zvezdice, ampak jaz si dam 5, ampak ceno pustim na 4. Ja, jaz sem na Bookingu bolj privlačen. Ne. Ti potem, veš zakaj bi bilo to slabo? Ker bi ti dvignil pričakovanja gosta, potem pa bi gost prišel, pa ne bi uresničil teh pričakovanj. Boljše, da rečeš, ti imamo mi 3 zvezdice, gost ve, da pričakuje storitev za 3 zvezdice in to tudi dobi. In pa je gost zadovoljen. Usklajeno je pričakovanje z realnostjo. Ja, in kar nekako ta sistem deluje. Ne? Se pravi, je self-management teh. Sam isti argument bi lahko uporabil za booking cene, Ja. Da ni dobro imeti previsoko ceno, zato ker folk preveč pričakuje, ampak vsak hoče imeti dobro ceno. Ampak to je ocena, se pravi, ocena gosta je ocena, a se je pričakovanje uskladilo z realnostjo. Se pravi, je to neka potrditev tega, zato to hočeš imeti višje. Ne vem, jaz tako razmišljam. Ja, zanimivo. Ja. Čakaj, 7 zvezdnic ima ta v Dubaju, ne? Ja. To je edini Tako da- hotel, ki ima... Ja, to so si Noben oni. ima 6, ne? Ne vem. Oni so Nekje si to sem slišal sami. to, da. A nima 6, nek glamping pa nas, ko so si neke svoje ocene dali. Ja, to je zdaj, ker je Škraba povedal, Ja, to zdaj je bo zdaj čisto vsi- druga zgodba. Ja. Ja. En ima 8, glamping. Ne vem, ampak tam vem, da je... Ja, imaš pač une sobe, ki imajo, to sem si vedno zapomnil, ki imaš uno ščetko za WC, je zlata. Aha. Je pozlačena v bistvu. Ne? Ja. In to je tak res prikaz, da ti v bistvu zlato stvarjo puca svoj drek. Ja. To je ono ultimate Eksces. eksces ali pa abundance. Zanj sem gledal ful dobro dokumentarno oddajo na YouTubeu, kratko, kjer channel ima en urban planner, se pravi nekdo, ki planira mesta in podobno. In je analiziral Dubaj, ne, in je čist kurcu. Tako, vam bom poslal to. Tako ful dober. Recimo en primer, ki se ga spomnim. Oni, ki so gradili to najvišjo stolpnico, ta Burj Khalifa, v bistvu so jih vsi opozarjali, da njihov sistem kanalizacije ne bo podpiral še ene take massive zgradbe. Enostavno ni kapacitet, cevi so premejhne, stare. So. Jo, to sem neki bral. Daj povej, kaj boš rekel zdaj. Ja, in pa so oni imeli 2 opcije, ne? Ali cel kanalizacijski sistem mesta upgradeati, pa pol začeti graditi, ali pa začeti graditi, pa pol sproti nekako to rešiti. Ne? Kako so oni to rešili? Zgradili so pač to stavbo, vmes jim je zmanjkal cash, tako da so mogli spremeniti ime, ker je ta Khalifa dal funding. Prej je bil ime planiran Burj Al Arab in jim je zmanjkal denarja in je dal in je rekel, moj pogoj je, da spremenite ime, a ne? V moje ime. Ker da bi bilo tako Burj Selakovič. Tako ne, ultimately, flex. No, in oni to zgradijo in zdaj pa je vsak dan
prihajajo cisterne do tega stolpnice, to sem prebral. Pumpajo drek in pomaš vsak dan kolone in kolone teh cistern, ko odvažajo suvič. To. In to folk slika, imaš slike. Samo za ta hotel. Ne, to ni hotel. To je ta najvišja stolpnica na svetu. Poslovno. Ne, to je druga. Poslovno stanovanjski. Tisto je, 20,000 ljudi je not, ne vem, tako 10,000 ljudi je not, veš, drek, mislim, to je. In tako so cisterne, kolona. To sem sliko. Eno podobno sem zdaj za eno stolpnico v New Yorku, ki je tam blizu tega Central Parka. Taka čist kvadratna, pa ful visoka, tako čist uniform oblika, tako itak, ko so gradili, so si rekli, to je ful gardo, bla, bla, bla. No, v glavnem noč so sama u nas 100 milijonov plus stanovanja, ne. No, in 100 milijonov? Ja. Tam sem videl noter je eno stanovanje, Lizan sem gledal, ki je narejeno. Ki je šel Bitcoin gor, je šel. Ja, 100 milijonov. 135 milijonov je eno stanovanje noter, ki je narejeno na ta japonski način, ne? Mislim, interijer japonski. Kaj tukaj je? Zelo podobno. 135 milijonov. No, ampak pol, sem nekaj naredil. Kaj se reče temu bloku? A to je ta full znan, ki je najbolj expensive. Ja. Sem gledal nekaj dokumentacije. Ja. No, ampak pol sem pa prebral od enega real estate, ki se ni hotel razkriti, ne, je rekel, pač bom povedal, kaj je res, ne, pač ta stolpnica je full, ne bi smela biti pač take oblike, kot je, ne, in pol tam, ki je v New Yorku full vetrovno, se ta stolpnica full premika in je full neprijetno noter živeti, če si v nekih teh visokih nadstropjih, ne. In pol zaradi tega ful velikrat ne delajo dvigala. Zamaka skozi to stvar. Tako, katastrofa. In pa si mislim, stari, daš 135 milijonov, da rečeš, da imaš tak flat v zgradba. Ne? Neka taka fora, tako kot klek, tam une cisterne spodi drejnajo tisto gnojenco. Te zgodbe so super za nas folk, ki si ne moramo da si malo to... Sploh ne bi hotel tam živeti. Tako. Super zgodbe, da še kako tako navrš. Da mi je malo lažje. Ja. Tako da pa mi je bilo malo lažje. Ja. Jaz sem fural to japonski interijer in sem rekel, wow, kjer je lepo stanovanje, ampak... Tako nočni nota, veš, sam tako imaš. Ja, nočni. Čekaj, kaj sem hotel? 100 milijonov. To mi je ful zanimivo, da je 100 milijonov flat. 135, ja. Vem, da se ta od Michael Jordana hiša se prodaja že par let in se ne more prodati. In začela se je cena pri 20 milijonov, zdaj je pa tako 13-12 milijonov. Ne? In to ima tako basketball court. Ampak je tako srednji čeza. To pa ne vem, kje je. Ja, ni tako na Manhattnu. Ne, to ne. Verjetno je lokacija problem. Mislim, lokacija pa to, da je nefunkcionalna. Veš, noben ni posameznika na svetu, ki ima enake potrebe, ki jih ima Michael Jordan. Ja. Ker na vratih piše tako 23. Ne? Ja. Aha. Mislim, to je res... Vrata so narejena. Ta hiša bi res bila KNFT v bistvu, da imaš neki unik. Se to je bila ideja, ki smo se pogovarjali, da bi kot use case frakcionalizirali ownership te hiše. Ne? Ker zdaj je ful pocen, relativno pocen, ampak da ima neko tako vrednost sentimentalno in da bi zdaj v kripto ful denarja in da bi nekako prek nekih vzvodov pravnih lahko nek DAO bil lastnik te hiše, potem bi pa DAO frakcionaliziral in bi imel veliko ljudi, ki bi ownali, ki bi bili lastnikov tega DAO-ta in posledično bi bili lastniki te hiše. Ne? In po moje to, če bi v NFT spremenil to hišo, bi lahko zelo hitro se prodala v kriptospace. Sam to ni asset. Kako misliš? Ja, problem te hiše je njeno stanje, a ne, to hišo moraš dati verjetno še neki mijo, da jo odvisno, kaj hočeš z njo delati. Ja, se nimaš veliko izbire, kaj tam delaš. To pa ti skoraj ne moš uporabljati za turistične namene, zato ker bi rabil od
svašta dovoljen dobiti od sosedov, ki jih verjetno ne dobiš. To pomeni praktično lahko samo živiš noter, Pa oddajaš. oddajaš pa hišo srednji česar. A je res? Mislim, da ni na Manhattnu. No. Ja, to Ja, ja, čakaj se bom pogledal. Ja, verjeten tako res tam v srednjem verjeten je v Chicagu. Chicagu, ne? Ja. Kjer je on igral. verjetno. Ja. Nekje v verjetno predmestju ali kaj jaz vem. No, se bomo pogledali. Ne vem, a si ti šeril tisti video, ti si meni poslal, ja? Ali v tisto našo grupo, una najdražja nepremičnina tam v LA-ju, kaj je 500 milijonov. Ne vem, če sem jaz poslal. Mislim, Ja, možno, da sem. Ja, Jaz veliko stvari ne pogledam, pa vam pošljem. ja. Pa ne vem. Ne, sem pogledal to, ja. Ker ti ni bila všeč, ne? A pa si pa ti poslal svoje primere, kvati. Ja, nama si to poslal. Ja, vama, ja. Ja, tiste, meni so bolj take, te klasične, evropske, no, kakor poglej, te. ki je tle nekje ta hiša. Veš, to ni... Charlotte, to je v zvezdni državi North Carolina. Ja, to je res srednji česar. Zakaj pa imel tam hišo? No. To je pa čuden. Mislim, hišo. Vilo. To je full objektov gor. To je bazen, ja, to je basket, igrišča.